Spoštovani udeleženci 22. posveta poslovanja z nepremičninami, lepo pozdravljeni. Ko vam tole sporočam, moje misli o stanovanjski politiki, vam lahko vnaprej povem, da me obhajajo nekoliko mešani občutki. Vesel sem, ker sem skupaj s sodelavci oblikoval zamisel za prihodnjo stanovanjsko politiko. Manj vesel pa, ker mi ne bo dano, da ta projekt spelje do konca in spremljam njegovo izvajanje. Naj vam opišem poudarke, ki smo jih oblikovali v osnutku nacionalnega stanovanjskega programa za prihodnjo stanovanjsko politiko v Sloveniji. Kot prvo, povečanje števila najemnih stanovanj. Slovenija sodi med države z najvišjim deležem lastniških stanovanj, nad 90% in najnižjo mobilnostjo okoli 4%. Zato menim, da ni smiselno spodbujati nakupa ali gradnje lastnega stanovanja. Spodbuditi je treba lastnike obstoječih stanovanj, da jih ponudijo na najemnem trgu, ter poleg tega prenovo stanovanj, s katero bi zvišali energetsko učinkovitost objektov, njihovo odpornost na obremenitve in zvišali raven in kakovost uporabnih površin. Kot drugo, spodbuditi moramo delovanje najemnega stanovanjskega trga. Najemnino za neprofitna najemna stanovanja bo treba postaviti na realne osnove in ne na administrativne določene cene. Najemnina mora pokriti stroške stanovanja. Sistem subvencioniranja ne bo več vezan na stanovanja, pač na najemnike oziroma natančneje na gospodinjstva. Gospodinjstvu, kateremu dohodki ne bi dopuščali plačilo najemnine v primerni bivalni enoti v polni vrednosti, bi se dodelila ustrezna subvencija kot stanovanjski dodatek ali pomoč pri plačilu najemnine. Kot tretje, davčna politika. Omogočati mora olajšave za investiranje v gradnjo in prenovo najemnih stanovanj. Spodbuditi oddajanje stanovanj v daljše časovno obdobje in gradnjo ter prenovo objektov v skladu z energetskimi standardi in pravili dobre gradnje in ustrezno odpornih konstrukcij objektov. Kot četrto, prenova stanovanjskega fonda mora postati ena od prednostnih oblik zagotavljanja ustreznih stanovanj. Podatki kažejo, da je v Sloveniji precej več stanovanj kot je gospodinjstev. Zato lahko sklepamo, da vsa stanovanja ne služijo svojemu namenu. Prenova stanovanjskega fonda omogoča oživljanje degradiranih območij, s čimer zagotavlja nove dejavnosti in nova delovna mesta ter pridobivanje novih stanovanjskih površin na način, ki ne zahteva dodatnih posegov v prostor. Vse našteto hkrati tudi sledi načelom zapisanim v strategiji razvoja Slovenije ter učinkovitejšemu doseganju ciljev, ki so zastavljeni v prostorskih in razvojnih dokumentih Republike Slovenije. Stanovanjska politika mora postati zaveza več resorjev, ne le Ministrstva za okolje in prostor. Na uspešno stanovanjsko politiko vpliva višina razpoložljivih proračunskih sredstev, tako republiških kot občinskih. Prostorska politika, davčna politika, regionalna politika in seveda socialna politika so dodatne zahteve, ki so pred nami. Iskreno upam, da zastoj pri pripravi nacionalnega stanovanjskega programa ne bo prevelik. Prepričan sem, da je prav, da program dokonča in preda parlamentu v potrditev vlada, ki bo imela dovolj dolg mandat, da bo lahko zastavljene cilje tudi dosegla. Še posebej zato, ker bodo proračunska sredstva na naslednjih obdobjih zelo omejena. Hvala za pozornost.
Sem Bojana Verbec, prihajam iz Ministrstva za okolje in prostor. Na današnjem posvetu, katerega se redno udeležujem in tudi aktivno sodelujem, sem predstavila spremembe in dopolnitve zakona o nepremičninskem posredovanju. Zakon je pričel veljati leta 2003, bil že spremenjen do sedaj kar nekajkrat. 2006 smo v Državnem zboru izposlovali nekaj sprememb. V letošnjem letu pa je zakon bil objavljen, so bile spremembe in dopolnitve zakona objavljene v številki 49 uradnega lista in veljajo od 9. julija letošnjega leta. Spremembami in dopolnitvami je šlo, v glavnem smo šli v to smer, da smo uskladili slovenski pravni red z 2 direktivama in pa tudi z zakonoma, ki veljata v slovenskem prostoru v zvezi s postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij tujcev in pa glede storitev na notranjem trgu. Zakon posega spremembe in dopolnitve zakona posegajo na področje nepremičninskih družb v glavnem. V veliki meri se dotikajo vprašanj, kako tujcev, ki prihajajo na slovenski trg, skratka posežejo na področje nepremičninskega posrednika, uredijo. Kar nekaj sprememb pa je tudi pri kršitvah oziroma v kazenskih določbah zakona.